še najbolj podobne, no? Če primerjam kolo pa tek je pač v klanc. Ja, jaz sem si vzela to pač kot izziv, da spoznam malo tele kraje, ker sem mislila, da jih mogoče že. Včasih ti pa tudi res rata doseči tisti občutek, ko v naporu uživaš, ko ti nič ni težko. Vem, da so rezerve, no, če bi se enkrat malo bolj sistematično lotila, ampak ne vem, če se bo to kdaj zgodilo, ker se mi zdi, da sem preveč tako samo svoja, kar se tega tiče. Ker se mi pa tako malo za malo zdi, da ne prideš na vrh klanca prvi, recimo, pa te pa dol prehtijo. Spoštovani in spoštovane, 137. epizoda podcasta Zagret za tek. Spet sem zlagal, ali pa napadom rekel, da je 137 praštevilo, kaj pa vem, vse me boste popravili, če ni. Ali pa imamo moja draga gostja danes z mano, Tina Klinar iz Gori, direktno. Živijo, Tina. Živijo. Ja, zdaj sem res v Gorjah, ja. Vedel sem, ja. Kako je kaj v Gorjah zdaj? Imate še kaj snega? Zdaj ga je pa zelo pobral tale teden, tako da tam bolj proti Pokljuki pol, tam je še. Vem, da ste v Gorjah, ste imeli tukaj tekaške proge narejene, pa se je veliko vozil, pa še Ja, tekme ste imeli lokalne. A je tako? Ja, to je kar tradicija tle v Gorjah, no, zdaj letos je bilo spet dosti snega, da so jih potegnili, ampak zdaj mislim, da se ne da več, no, laufati. Jaz pa moram priznati, da letos v Gori nisem šla nič na laufarce. Sem šla Ne? sicer na Jezersk, no, tako da nisem gorjanskih prog sprobala, no. Mislim, da že od osnovne šole v bistvu ne. A res? Jaz bi pa rekel, jaz bi pa mislil, da stopaš z bajte ven, pa greš na pole, pa narediš svoj trening ali kako. Ne. Ja, jaz moram reči, da se bolj znajdem brez smuč tekaško, no, tako da ta šport, tudi če je nekako za Gorjance značilen, jaz malo izstopam tlele. Aha, te ni nikoli potegnil, ali pa polka si bila že, recimo, tekačica, da bi ti do rekel, evo, tle imaš pa še dile, pa te bomo probali še v tem športu, ne? Mi je fajn šport, ampak se pravim, nimam niti tehnike prave, prešvoh sem v roke, tako da Hitrejši si peš, kot pa na smučkah. tako, ja. Tudi tako je prav. Kakšen dober tekačica zdaj z Gori, nisem toliko na tekočem, moče na smučkah, to pa gotovo veš, ja, je kdo kakšen perspektiven ali pa zelo dober že. Ja, na smučkah imamo zdaj celo v reprezentanci, a ne, Evo Vrevc, Miha Dovžan, dobro, on je biatlonec, Anja Mandelc, tudi, to so vse smučarski tekači, no, zdaj od tekačev brez smuč pa, No, tle pa pa že tekači, ja, težje. tekači na suhem. A je kakšna tekačica na suhem boljša od tebe v Gorjah? Ja, kakšne mlade zdajle sigurno so. Zdaj bom verjetno koga užalila, ampak res zdajle z glave ne bi mogla reči. Ja, se bojo mogli še dokazati, ja, da bodo imena lažje ostalo v glavah. A si šla kdaj na gorjanski kros se pomeriti? Ja, to sem šla pa večkrat. Tako, no, tudi zmagala sem, tudi so me pa premagali punce, tako da, ja. Na domačem terenu? A res? V gorenjskem pokalu je bila še kar huda konkurenca, no, tam, tako da je bil to orang tek, tako, preizkušnja. Pa še ponavadi je bil tako čudno uro, ob 1:30 ali nekaj, da tudi nisi vedel, ali bi sploh jedel prej ali ne bi, pa tam nekaj sredi aprila, da je bil smer kakšen dež pa blat. Tako da ta pravi taki kros, težki pogoji. Zanimiva dirka je bila tisti, ja, da so čas pred veselico zapolnili, nekaj tasga, ne hecam se. Ja, tako, ja. Zdaj sem jaz koga užalil v Gorjah, s vsem spoštovanjem, to je bil hec, ja. Na gorjanskem krosu sem bil menda, še to sem kot gledalec, dolga leta nazaj sem enkrat. Zdaj, a še obstaja ta dirka? Ja, zdaj mislim, če je bolj v taki interni izvedbi, ni več tako uradna tekma, no, vsaj zadnja leta zdaj od korone ni bilo, no. Ja, upam pa, da spet.
Nisem zasledil, ja, mogoče bo še da gorje, ali pa si ostali tam spet, se bo spet obudili, pa bodo napisali Gorjanski trail, ker se lep sliši, pa več poteka. Ja, bo več tekačev privabili. Zdaj, takole, če smo pri 137 epizodi, se spodobi, draga Tina, da te na hitro predstavim. Ne bom dolgo vezil, ker boš ti raje več povedala. Sem si izpisal samo tiste par stvari, ki jih o tebi vem, oziroma so splošno znane. Doktor medicine je Tina Klinar, ja, specializantka družinske medicine, sicer na Bledu, predtem pa zlata maturantka in že kar nekaj let, več kot desetletje, navdušena tekačica. Ne kar tako, gorska namreč, s kar nekaj zmagami na različnih razdaljah, državna prvakinja, pokalna prvakinja, zmagovalka gorenjskega pokala, pa tudi državna reprezentantka v gorskem teku. Še vedno ena najboljših gorskih tekačic pri nas, pravi zase, da vedno teče le za sprostitev, nekoč pa bi rada pretekla tudi maraton. Zdaj pa ti napovej, kaj sem se zlagal zdajle. Ja, no, zlagal nič, zdaj to z maratonom, pa še ne vem, če bom realizirala. Mogoče kakšen trail z maratonsko razdaljo, no. Cestni maraton pa ne vem, no, zadnje čase imam malo težave s poškodbam, tako da daljše razdalje na asfaltu mi nekako ne grejo več, no, ne moram več toliko trenirati, kot bi si želela tekati, tako da to bomo še videli, no. Mogoče pa enkrat. Je še neizpolnjen cilj. Ampak rekla si večkrat, da bi ga rada, no, tako da za besedo te bomo še kdaj prijeli scen, ker pol maratone si pa imela, v Ljubljani vsaj sem jih zabeležil kar nekaj, pa najbrž še kje drugje, zelo dobro odtečene, no, zelo več let zapored si hodila in zmer so bili časi tam ure pa pol. Ja, polmaraton je še nekako tisto, da gre, a ne. Maraton se mi zdi, da je pa čisto druga zgodba. Ne vem, če imam že dosti vse te vzdržljivosti, no. Poleg tega pa mi je res lažje daljše razdalje nekje v naravi preteči, kot na cesti. Ja, tako da mislim, da res bom to željo mogla malo preoblikovati, no. No, sicer pa si še mlada, no, se cesto lahko prehraneš še pol za kdaj za poflikati, no, za kakšno kljukico pač narediti, ne. Ko bo, ne vem, 50. maraton v Radencih ali pa kaj takega, no. Da imaš vsaj enega, moraš v življenju teči, že zaradi tega, da ti všeč rad ali pa da se ti zagravža do konca, pa rečeš, še dobro, da jih nisem več, recimo, ne. To je dober razlog. Mislim, da si malo pred korono, 2019, objavila slikco z diplomo izpred medicinske fakultete, v napisala, evo, to je to. A je to že, a je bilo 2019? Ja, res je bilo pred korono. Ja, no, to je pač bil en tak, pa ne moram reči, konec ene poti, ampak v bistvu šele začetek zdaj tele kariere zdravniške. Tako da takrat si misliš, da si pa res že nekaj dosegel, ampak pa vidiš, da pa se tam šele začne. Da poj šele začneš se soočati s tem, kaj to sploh pomeni, ne? Kakšne odgovornosti pridejo s tem nazivom. Ampak ja, seveda, vesel dan, veliko je bilo treba vložiti v to, tako da ja, lepi spomini. Zdaj, kar poznam medicincev, no, nekih pa vsakega vprašam, koliko ur je preživel med študijem za knjigami, pa kaj se sploh spomni iz tistih časov, ne? Kakšni lepi spomini, pa me vsak marškilast pogleda, ne? Pa mi noče povedati, povej mi pa ti, no, zdajle, ker sva pač takole pred tekaško publiko, pa marsikdo ne ve, ne? Pa veliko je govorov zdravnikov, tam zunaj, kaj delajo, pa koliko časa jih pač, rekel, država izobražuje, da to postanejo.
pa da jih manjka, jasno. Ampak dejva čisto tako, no, zakaj pri tebi medicina, zakaj si šla v to dokaj zahtevno, zelo, resmo, posebno življenjsko poslanstvo, pa študij? Ja, to je tako vprašanje, ki se še sama večkrat vprašam. Zakaj sem se sploh za to odločila, ampak že odkar vem, nekako je bila to moja želja. Prav družinska medicina. Pa ne izhajam iz družine, kjer bi imela kakšne zdravnike za sorodnike, tako da bi od koga imela to za vzor, ne vem, želela sem si mogoče nekako pomagati ljudem ali pa tudi spoznati, kako človeško telo deluje. Zdaj je ta odločitev prava. Ja, zaenkrat uživam v tem, kar počnem. Ja, je pa tako, no, študij je zahteven, to pač sigurno je za priznati. Koliko ur sem se učila, rajš nisem štela. To je pač, mislim, jaz se nimam za, ne vem, genija, ki bi imela fotografski spomin, pa bi enkrat stvari prebrala, pa bi se zapomnila. Se je bilo pač treba učiti, se je bilo treba odreči marsičemu, no. Tako da spomini na študentska leta so tako mešani. Veliko stvarem se je bilo treba odpovedati, tako kakšnim druženjem, kakšnim prijetnejšim stvarem. Ampak vseeno se mi pa zdi, da sem se nekako znala dobro zorganizirati, da je še zmeraj ostalo dosti časa. Predvsem mogoče sploh za tek, no, ker v tistih letih sem kar dobro usklajevala, no, te obveznosti in tudi so bili neki rezultati, no. Tako da mogoče glih se to medicina pa šport se zelo dobro kombinirata, no, ker si navajen tako trdo delati za oboje. Pa tudi rabiš sprostitev, rabiš tisto uro na dan zase in mislim, da s katerimkoli drugim športom bi težko v eni uri toliko naredil zase kot glih s tekom, no. Pa je bilo med tvojimi sošolci in sošolkami še kaj, rekel, tekačic, takih, da bi lahko čez to skapljal, ali pa da si vedela, da kaj podobnega počnejo? Ja, no, zdaj prav skupaj treningov nismo delali, no, bila je moja sošolka, ki je bila triatlonka, to še bolj občudujem, še več odrekanj. Ja, je bilo pa tako, no, saj vedno sem imela nekako tisto. Predvsem ljudje nas tekače se mi zdi tako malo potihem nekako občudujejo, kako se lotimo tega garaškega športa, no, saj kakšnim se zdi to pač neumno izguba časa, ampak vseeno se mi zdi, da smo čisto tako mislim, da je to tak šport, ki ga vsak nekako spoštuje. Vsak, recimo, približno ve, kaj naj bi to bilo, ne? Vsak si predstavlja, ne tekač, ki mora z avtobusom laufati, da je življenje, koliko težko je laufati toliko daleč, ja. Ja, pa vsak, mogoče tisti, ki pa omalovažujejo, mogoče vse skupaj, ne, pa rečejo, to bi jaz tudi lahko se laufati, pa zna vsak, ampak ni to čisto res, ne? To vsi vejo, ki so se začeli lotiti treninga, ne vem, za eno desetko, ne, pa videli, da je tisti muskel fiber naslednji dan res nor in pol moraš iti čez 3 dni spet in pol en mesec ne in spet vse noga in tako naprej. Zdaj, ti si odkrila tek, še preden si šla študirati ali kako, čeprav, ne vem, neka športnica v mladosti nisi bila. Ja, to je res. Tako, no, saj izhajam iz precej aktivne družine, no, tako da že kot majhna so me peljali v hribe predvsem, ampak meni to nikoli ni bilo glih v veselje, no, vsaj tam nekje do konca osnovne šole. Sem pač šla zato, ker sem čutila obvezo, da grem.
pol nekje konc osnovne šole sem pa videla, da je treba nekaj narediti zase, no, da pač se je malo treba spraviti v kondicijo. In sem si izbrala tek, no, zdaj ne vem zakaj, mogoče bi mogla kaj drugega, lažjega. Na začetku mi je bilo težko preteči tudi, ne vem, 500 metrov, ker pač so tudi tlele tereni taki razgibani, da je kakšen klanec, a ne. Ampak sem vztrajala, no. To je bilo leta 2009, mislim, da sem začela prav malo bolj se teku posvečati, no. Saj že v osnovni šoli, pač saj sem bila zmeraj nekako trmasta dosta, ne. Tako da recimo v razredu sem še zmeraj imela neke tiste rezultate v boljši tretjini, recimo, punc. Tako da nas je že profesor telovadbe peljal na kakšno to prireditev, Ljubljanski maraton, tek ob žici, ampak takrat pač mi tek res ni bil užitek. No, pa se pa spomnim takrat 2009, septembra, mislim, da ali jesen, no, sem se pa prijavila na prvo tako malo bolj, no, rekreativno tekmo. To je bil takrat, mislim, da celo prvi tek okrog Brda. Tega teka zdaj ni več, no. To Se je bil samo nekajkrat, se mi zdi, ja, tako. Ja, in takrat, no, sploh nisem šla tako slabo, no, mislim, a je bilo kakšnih 10 kilometrov, pa zdaj ne me čisto za besedo držati, ampak mislim, da sem imela nekih 49 minut. Tako da, verjetno kakšen povprečen rekreativec bi bil zadovoljen s takim časom, a ne. Potrdim, zelo, ja, tako. Ja, tako da to je bil ta prvi tek, no, pol pa počasi te to potegne. Takrat v gimnaziji, drugi letnik, sem pol celo tako željo dobila, da sem za nekaj časa šla v atletski klub na Bled trenirati, dolge teke. Ampak sem kmalu videla, da to ni zame, no, ta način, da imaš pač neki plan, da moraš delati, ne vem, v ponedeljek take intervale, v torek take, v sredo ne vem kaj, a ne. Ker sem si rajši sama čisto po navdihu zamislila, kakšen trening bom naredila. Tudi nisem si želela skozi samo teči, sem si želela tudi, ne vem, peš v hribe, na kolo, kar pa pri takemu načinu, mislim, pri takemu že dokaj profesionalnemu pristopu pol ni bilo izvedljivo, a ne. Tako da sem vztrajala manj kot 1 leto, no. Pa takrat so se mi pol zelo zamerili ti intervali, tako da še zdaj me zlepa ne spravite na štadion delati kakšnih 1000. No, ampak vse skupaj nekaj ostane, nekaj se nabira, no. Ja, najbolj so me pa pol potegnili zdaj gorski teki, no, to je pa to, kar v tem najbolj uživam, pač odteči na en hrib. To je to, no. Ja, zdajle si toliko enih iztočnic odprla, ja, bom kar po vrstih probal še majčkeno podrezati. To, da v gorjah ni veliko ravnine, mi je jasno. Edine ravnine, ki se jaz spomnim, pa sem kdaj odlaufal, je od Maxi bara do odcepa za Krnico, vse ostalo je gor ali pa dol, ne. Se pa spomnim tebe, menda, mislim, da zblati takrat, pa tvoje matere, kaj pa, ki je bila navdušena tekačica, je zmagovala v Gorenjskem pokalu, Anica Klinar, jo pozdravljam, seveda tukaj po očeta isto. Anica, še kaj teče? Ja, mislim, tako, no, mislim, precej manj kot je včasih, ampak teče, tudi je še zmeraj zelo aktivna, gre, če ne drugega, peš, tudi na kolo, polet, tako da, ja, ohranja to, no, šport. Tekmuje pa ne več, no, to pa takrat, odkar je bilo konec Gorenjskega pokala, ne več, no. No, mislim, da si je čisto dobro nadomestila, no, če smo že pri tem. A te mogoče tudi ta njen zgled prej kaj potegnil, ali je bilo ta tvoja želja pa potem začetek teh tekaških je bil čist drugega izvora? Ja, sicer čisto v resnici sem jaz začela prej teči kot ona. Ampak ona je bila že skozi bolj aktivna in je pol, ko je začela takrat podoben, mislim, malo kasneje za mano,
je bila zelo hitra, zelo dobra. Tako da meni je bilo to takrat, pa kako lahko tako malo trenira, pa je tako dobra, pa pač vse ni tako mlada bila. Ampak, ja, no, če ni drugega, pa je ena motivacija, da biti boljši. Boljši v familiji. No. Tudi to je čisto v redu. Ja, ker Anica, ja, tvoja mati, je bila zelo tekmovalna, se spomnim. Ja. Znala je dati vse od sebe na tekmi. A si kdaj, tudi moče tekom študija, ali pa nasploh preučevala genetske predispozicije za vzdržljivost športa in tako naprej, ker nekaj očitno imate v familiji, da ste, bom rekel, malo bolj, imate žilco za to zadevno športanje. Ja, ne vem, če imamo tako, kar se tiče konstitucije, anatomije, mogoče imamo bolj glavo tako trmasto, da pač ne odnehamo, dokler ni nekaj zaključeno ali pa dokler ne dosežeš tistega, kar si zadal. Bi rekla, da glih tako, vsaj če sebe pogledam, nisem glih tekaške postave, tudi sploh ne za gorski tek, ampak če hočeš, se pa tudi to da. Ja. Prej sem začel, da se te spomnim, mi smo organizirali Vitezi dobrega teka vsak let, poseben izziv iz Krnice do Mrzega Studenca na Pokljuki, to je 8,5 km s kar nekaj višinci. No in Anica, tvoja mati, pa tudi tvoj oče sta, mislim, da je že bila preteklo leto predtem, pa sta pa enkrat tebe pripeljala, mislim, da je bila ti zraven, ja. Nisi kazala kakšnega pretiranega navdušenja, po tistih 8 km na asfalta, v Klanec pa vendarle, mislim, da si takrat mati premagala, pa fotra tudi. Ja, to sem, no, ampak ja, spomnim se, po mojem, v prvem sneg takrat tudi, težki pogoji so bili po temi tam gor, no. Tako da, ja, se pravim, no, tudi imam zelo rada tek v Klanec, ampak po cesti v Klanec pa tudi ni tako fajn. Rajš po kakšni planinski poti. Te razumem, si kdaj laufala na Vršič, recimo na Andrejčkovem teku? Ja, tudi sem bila enkrat ali dvakrat. Ja, podobno, no. V redu, vse gre, ampak ni tako zanimivo. Mislim, ta Vršič je meni tak mal hinavski, do tiste 16. serpentine je tako lepo zalaufati, pol pa kar naenkrat trata vse na Vpično gori. Ja, pa ni konca, pa kar ni konca tistih kock, pa joj. Se spomniš, kakšen čas si mogoče dosegla? A na Vršič? Ja. Nekaj čez 1 uro je bilo, no. Točno, težko rekla, kakšno uro. Ne bom rekla, ker bom verjetno premalo rekla. Bo kdo slabe volje. Ne. Kar bojo, ne. Ja, če pač ne morejo, ne bodo pa slabe volje. Ja, tako, ja. Gorski tek. Sem šla pa lani na tekmo s kolesom, no, na ta Juriš na Vršič. Tako da sem videla, da je v bistvu teči lažje, ker pač lahko tudi hodaš vmes s kolesa, pa glih dol ne moreš stopiti, če zmanjka prestav. Tako da. Ampak si bila dobra, si bila druga menda celo, je tako? Takrat, ja, druga sem bila za Lauro Šimenc, če se prav spomnim, ja. Tako da v redu, no, za eno prvih kolesarskih tekem tudi ni bilo slabo. Mislim, to, da te prihtisam profesionalka, ja, pa da vse ostale ti nagonš, mogoče pa kolesarstvo tudi tista tvoja disciplina, ki jo bola še bolj razvijati, ali jo že razvijaš? Zdaj, zadnje leto jo malo bolj razvijam, no. Tako, kot sem že prej omenila, no, da imam malo težav s poškodbam pri teku, na kolesu pa gre, no. Tako da pol je to malo za kombinacija s tekom za trening. Pa lani sem se tudi nekaj tekem udeležila, no, sicer bolj takih vzponov, kjer ne rabiš prav dosti tehničnih sposobnosti, ker na kolesu je dosti v to, pa taktika, pa to. Ampak ja, mi kar malo zamikalo, no, tako da bom še verjetno kaj poskušala. Primerjava tek v Klanec, pa kolo Klanec malo že začela, ampak vseeno, kaj pa mišice, pa sam napor, ali
pri kolesu bolj trpiš ali pri teku bolj trpiš, daj mi ti opiš, ker oboje počneš na zelo intenzivni ravni. Ja, kakor si sam narediš. Jaz bom tako rekla, no, ker tečem že toliko dalj časa, mi je lažje teči v klancu, ne. Tudi bolj zaupam vase, koliko bom zmogla, ne. Pri kolesu pa ja, no, imam še malo verjetno rezerve, ker se mi zdi skozi malo zavoro vozim, da bom zdržala do vrha. Čeprav mogoče pač lažje, ker tam imaš vseeno kolesa pod sabo, sediš, ne vem, no. Ampak oboje garaš, oboje. Če gre na gor, pač, ja, mišice še najbolj podobne, no, če primerjam kolo pa tek, je pač v klanec. Pa predvsem pač ta kardiorespiratorni sistem se razvija, tako da za trening je v redu, no. Saj tudi takrat, preden sem dosegla ta naslov državne prvakinje, takrat na krvavec, mislim, da je bilo leta 2017, sem bila tudi takrat prej poškodovana nekaj za ahilovo tetivo in sem v bistvu en mesec prej ali pa še več sem samo kolesarila v klanec, no, in sem videla takrat, da se da natrenirati samo s kolesom tudi, da si dober v klanec. No, pa saj tudi kar nekaj gorskih tekačev izhaja iz kolesa, ne, tako da, ja, je, mogoče boljš tako kot obratno, no, da bi pa šel tekač na kolo, tega ni toliko, no. Kar jaz poznam, ja, odličnih teh, ki so delali tranzicijo, so zgolj iz kolesa na tek in zelo uspešno, ja. Celo en, rekel, resen slovenski tekač, ki prej ni bil, to mi je enkrat dejal, da kamot samo s kolesom se voziš, greš v Radence na polovičko in utečeš, ne vem, 1:20, ne, kar pa ne velja, ne, da bi tekel pa se usedel na kolo, ker nimaš šans se pomeriti, recimo, z tudi boljšimi rekreativci, ne, in zanimivo, ja. Mene to še ni prepričalo, no, da bi resno kolesaril. Mogoče bi pa šel na eno kolesarsko preizkušnjo na goni poni, ne. Te je to mikalo, kdaj si to že šla? Ne, to pa še nisem šla, nimam ponija, ampak dobro vem, da ni glih najboljši izgovor, no. Mogoče, no, mogoče. Prav se mi zdi tam bolj mogoče za zabavo, kot prav tekmovati. Čeprav vem, da so tudi časi zelo dobri, ki jih dosežejo zmagovalci. Še skoraj boljše, kot sem jaz šla gor s specialko, a ne, tako da. Ja, meni jasno, ja, kako Kovačič, mislim, da Kovačič pa Ja. Laura dosegata Ja. take čase na tistih tam malih koleščkih, no, to je res brutalno. Ampak ja, očitno enkrat boš mogla provati, da to boš vsaj videla, da boš imela primerjavo, kaj je zdaj boljše, ne. Kaj je zdaj boljše. Kje najrajši tečeš? Na Stravi pogledam, imaš Fotunski vrh večkrat, pa tam kaj okrog vas, ali kateri tereni so ki te najbolj privlačijo? Tako, zdaj največkrat res tečem tlele v gorjah na Hom, recimo, to mi je pač takoj za hišo. Ne morem reči, da je to glih moj najljubši teren, ker sem ga že malo tako sita, ampak če pač imaš malo časa, greš pač nekam, ki je blizu, in to je res tako, da obujem superge, pa grem, pa je že hrib, a ne. Hotunski vrh mi je zelo všeč, no, tak miren, ponavadi ni prav veliko ljudi, pa fajn se da nabirati višince. Drugače pa pol zdajle recimo veliko tečem tudi nad Preddvorom po teh hribih, Jakob, pa pol naprej Potočka, Kališče recimo, no, ke sem dosti pri fantu tam v Šenčurju. Drugače pač karkoli, no, rada malo raziskujem, tako da se tudi kam zapeljem. Recimo zelo mi je bilo všeč, ke sem pripravništvo sem takrat delala v Šempetru pri Novi Gorici in tiste dobre pol leta sem v bistvu raziskala vse tiste hribe tam okrog Nove Gorice. Mislim, bi lahko rekla, da še boljše poznam kakor marsikateri domačin tam, sem pač odtekla res skoraj vse
poti, ker jih je bilo tam okrog. Iz Sabotina dol, pa na Sveto goro, pa kaj še tam muzej vse okrog. Gabriel, ja. Gabriel, točen, bravo. Je ta tek 3 vrhov, recimo, ja. To so res lepi konci, no, ko se rada še kaj vrnem. Poleti recimo pa tudi kakšno bolj visoko gorje tle okrog Julijske Alpe, Krvanke. Mislim, res je, pač imam srečo, da sem tlele v okolju obdan s hribi in ni treba daleč, da imaš v bistvu karkoli si zaželiš. Kar nekaj gostov sem imel, z južne Slovenije, pa tudi z obale, pa tako naprej, ki so kar z otožnostjo v očeh in melanholičnim glasom govorili, kako se imate vi fleten tam gor na Gorenskem, mi se rabimo 1 uro pa pol peljati do vas, da vidimo ta pravo skalo, pa da se lahko zapodimo in imamo privilegij. Mi smo ga dosti izkoriščali tudi med korono. Kaj si ti počela recimo med korono? No, zdaj, ta prvi nastopaš, kako je to izgledalo? 2019 si pač zaključila z medicinsko fakulteto. Kakšni so pol koraki mladega zdravnika sploh, da pride, do ta pravega šihta? Kaj moraš še najprej opraviti? Najprej je pač to pripravništvo, kot sem rekla, to je v bistvu 6 mesecev za zdravnike. To sem jaz pač gledala, kje bom čim prej dobila, zato sem šla v Šempeter. Nisem bila vezana še na nič, tako da sem si lahko privoščila iti pač za pol leta drugam, na drug konec Slovenije. Takrat se je ravno COVID začel in se mi je to še vse skupaj malo podaljšalo, nepredvideno, no. Tako da tisti čas med covidom sem bila v bistvu tako z gorenjskimi tablicami na avtu na Primorskem. Ampak dobro, recimo, da ste imela voljenje. Tako da potem čaka pač zdravnika strokovni izpit, pa lahko začne nekako samostojno delati. Lahko pač si še podaljšaš kot sobni zdravnik, tako v kakšni dežurni ambulanti, ali pa na sekundariju nadaljuješ, lahko se pa pač vpišeš na specializacijo in ko jo dobiš, ko si sprejet, začneš pač. Zdaj jaz sem si pač prijavila na področje družinske medicine, tle prav hude konkurence ni, no, saj veste, da je to najbolj nepriljubljena specializacija, no, tako da pač dobiti mesto ni bil problem. In pa sem začela, no, zdaj bo leto, 2 leti že, 2 leti že, ker sem na Bledu v zdravstvenem domu. Delam pač kot specializant, kar pomeni, da načeloma imaš še vedno nekje enega mentorja, ki ga lahko vprašaš, ampak zelo kmalu si nekako sam porinjen, da pač začneš dežurati, začneš nadomeščati ambulante in ta odločitev, ali boš nekoga vprašal za nasvet, ali pač nimaš časa, pa boš rajši nekaj naredil, a ne. Je zmeraj dilema, no, tako da saj dobivam izkušnje, tako da zdaj me čaka še dobro leto pa pol, no, do konca. Pol specialistični izpit, pa počasi začnem nabirati lahko svoje paciente. Glede na to, koliko je tam zunaj, brez doktorja, boš imela hitro polno vrsto. Ampak, povej mi, res, družinska medicina je podhranjena, sploh nimam podatka točnega, koliko družinskih zdravnikov v Sloveniji manjka, v tisočih je govor. A ti mogoče poznaš ta podatek? Mislim, če bi hotel se tako iti, da bi res vsak imel, 1500 količnikov, pol jih sigurno 1000 manjka, ampak Jih je precej več, na enega zdravnika. Kaj pa je, katere specializacije pa so najbolj popularne, no, recimo, zdaj ti, ki si iz FOH-a, zakaj so se pa odločali, recimo, tvoji vrstniki? Recimo radiologija, oftalmologija, se pravi za oči, kakšna plastična kirurgija, dermatologija, ne vem, bolj take se mi zdi, kjer si lahko privat, pa
imaš malo bolj tako, ne dežuraš. Ja, no, jaz moram reči, da me ni nikoli mikalo za Kitajsko, no, da sem pač, kot sem že rekla, si želela družinsko in se tle dobro počutim in mi ni žal, no. Tako da zdaj, da je pa situacija taka, kot je, pa ja. Upam predvsem, da nas bo dosti, da ne bomo tisti, ki smo res pač preveč obremenitev pokasirali, ker pa ne bo šlo, no, pa se, ja, To je, se poruši sistem. tako je, no, sej, mislim, debata, ki bi jo lahko imela najbrž 3 ure, ampak čist mimo grede, moče tvoje mnenje, no, kaj pa bi se dal narediti, ali pa s čim bi pa zmotivirali mlade študente na medicinski fakulteti, da bi se odločali, tako kot si se ti, za družinsko medicino, kako narediti, rekel, to smer bolj privlačno, ali ne vem, z boljšimi delovnimi pogoji, z višjo plačo, ne vem, s čim. Kaj ti misliš, no, čisto tvoje osebno mnenje? Ja, predvsem tako, z nekimi normalnimi delovnimi obremenitvami. Zdaj, plača, jaz mislim, da nikomur ni tle v prvem planu. Pač, da predvsem si želimo tisti normalen delovnik, ne da si pač zgaran po koncu. To bi se dali, jaz ne vem, manj administracije, ogromen časa, pač mi samo nekaj pišemo. Koliko, recimo, imaš 10 minut za pacienta, od tega se 3 minute pogovarjaš, potem pa 7 minut pišeš v karton, pišeš napotnice, pišeš recepte. Ja, sej pač drugače ne gre, ampak bi se dal to po moje tudi malo drugače narediti, no. Je to dobro vprašanje, no, kako narediti bolj privlačno. Jaz ne vem, če kdo tole gleda, pa se bo, pa študira medicino. Jaz mislim, fajn je, no. Jaz sem zadovoljna, tako da več nas bo, bolj bomo lahko pač si razdelili delo, lažje bo in ja. Mislim, Samo to ja, je dolga pot do tja. Mislim, če bi kdo hotel, ni tisto res, kdo slušalno reče, se družinski zdravnik že drugega ne dela, ki piše recepte pa napotnice za specialiste, daleč od tega, tle se vse začne, to je prvi stik s marsikaterim pacientom, ki ga lahko, ki ga že ti moraš diagnosticirati, ga v pravilno usmeriti, ga lahko že zdraviš in tako naprej. Marsikaj je v tvojih rokah. Mogoče nam, ne bom rekel, da imajo specialisti lažje delo, daleč od tega, ampak specialisti dobivajo, rekel, že paciente, ki jih potem nadaljno obravnavajo. Ti pa si tista, ki jih moraš lahko pošlješ na 100 koncev ali pa jim predpišeš, ne vem, 1000 terapij, če smo že pri tem. Ja, to je res, no. Meni je glih ta širina mi je všeč, no. Kaj vse jaz lahko naredim, pa kaj vse moram vedeti, na kaj vse moram pomisliti. Po drugi strani, ja, je pa glih zato tudi velika tista odgovornost, da če boš kaj spregledal, da pa ja, ne bo najboljše, no. Tako da jaz mislim, da mi še veliko manjka tlele izkušenj, no. Tako da zdaj mogoče na začetku kot specializant si malo bolj previden, malo hitreje pošlješ koga naprej, kot si upaš sam zdraviti, ampak ja, res pa pač brez družinskih zdravnikov ne bi šlo, no, da bi rekli, pač sej pišemo napotnice, ampak veliko vseeno se tudi reši že na primarnem nivoju, no. Tako da, ja. No, to se definitivno strinjam, no, upam, da sem naredila malo reklame, ja, za bodoče ali pa študente medicine. Družinska medicina je way to go, pejte tja, pa še Tino lahko jo vprašate, lahko jo povabite na tek, pa bo kaj povedala, si tako ne boste ne slišali, ker bo pred vami. Ja. Čisto malo se dotaknemo še korone, si prebrala knjigo Davida Zupančiča, ki je uspešnica preteklega leta, ja, mladega zdravnika, infektologa, če se ne motim, ki je koronske izkušnje popisal. Sem prebrala, ja. Tako, no, fajn prikaže situacijo s prve roke, no, tako da priporočam vsem, da mogoče bojo malo lažje razumeli, no, kako je vse skupaj potekalo, pa tudi na tak zabaven način, no, tako da se
da tudi enemu laiku čist razumetno, kaj je hotel povedati. Meni je bilo zelo všeč, ker sem se zelo najdla v tem, no, ker smo imeli vsi nekako podobne težave, sicer, ja, seveda, oni delajo res v tisti prvi bojni liniji, recimo, ampak ja, no, tako nekako je bilo. Vsi smo se tega bali, kaj bo. Zdaj malo gledamo za nazaj, mogoče, da smo se malo preveč bali, da ni bilo tako hudo, ampak ja, je, je bila to pač neka nova stvar, s katero smo se mogli soočiti in je zdaj za nazaj pač smo lahko pametni, ampak ja, jaz sem vesela, da je zdaj tako, kot je situacija, da nekako normalno živimo naprej, da je v bistvu zdaj trenutno več gripe kot covida, no, tako da mislim, ne vem, če je to fajn, ampak da se o covidu ne govori več toliko. Ja, počasi bo tretja obletnica, se mi zdi, ko smo o tem začeli govoriti, potem zadeve so šle svetlobno hitrostjo, ja, izkušnja za vse nas izjemna, mogoče v vseh pogledih. Si pogrešala med covid časom, kaj tekme, ker si veliko hodila prej na njih? Ja, na začetku res, no. Takrat se spomnim, glih smo zaključili z zimsko ligo, ko sem bila po moje na vseh tekih, pač to je ta rekreativna, ampak kar dosti tekmovalna liga, ki se organizira po zimi, se pravi od novembra do februarja. In tako da takrat mi nič ni manjkalo tekem, no. Ampak potem spomladi, ko bi se pa že kaj mogli začeti, je bilo pa malo pač prazno, a ne. Ampak jaz sem si postavila pa kakšne svoje izzive, no. Tako da v bistvu sem takrat videla, da niti ne rabim tekem, tako da jih nisem toliko pogrešala, no, mogoče jih je kdo drug bolj. Kakšen tvoj Ja, je izziv pa iz teh časov mogoče lahko zaupaš, evo, tako da vidimo, kaj. ja, takrat, ko smo bili še recimo na občini omejeni in tako, dobro, to sem rekla, da sem bila na Primorskem, ampak ko sem se pa za vikende vračala domov, sem pa raziskala ogromen Pokljuke, tudi konkretno sem se izgubila večkrat, no, ampak sem nekako zmeraj prišla nazaj domov, mogoče kakšno uro kasneje, kot bi mogla. Ja, jaz sem si vzela to pač kot izziv, da spoznam malo tele kraje, ke sem mislila, da jih mogoče že, ampak je ogromno poti, ke sem jih šele med korono prvič pretekla, no. Sem se kar dosti držala teh omejitev, no, tako da nisem šla prav dosti ven, ampak imam srečo, da gor so pač občina, ki ima dosti dostopa do tekaških površin. in dostopa do hribov in tako naprej. Ja, saj, mislim, kje je najvišja točka občine Gorje, ali je to na Triglavu? Ali Ja, kako? mislim, da je celo Mali Triglav, ja. No, To je tako, pač evo. ja. Mislim, skoraj vrh Slovenije. tako da, evo, Gorje, toliko da boste zdaj vedeli, ne, katera občina je med najbolj pomembni v Sloveniji. Ti si že prej si umela, zelo hitro si napredvala v teku, v gorskem teku sploh, no. Ok, gorski tek zaradi tega, ker te je zamikal, ker si bila dobra v tem. Jaz sem se preizkušal v mladosti malo v gorskem teku, rekreativno, kajpak. Tisti, ki niso nikoli tekli v klanec, mogoče vidijo v tem sam napor. Ti si večkrat rekla, da to delaš za sprostitev, ne? Kar mogoče ne gre skupaj, ne? Mlečna kislina ti šprica iz ušes, a ne? Hkrati se pa noro zabavaš. Daj mi malo razloži ta pozitiven občutek, ki ga imaš. Ja, jaz mislim, da to bojo bolj ali manj samo tekači lahko razumeli, ne, kako mi lahko uživamo v naporu. Saj pač, ko si enkrat na, ne vem, 85% utripa, ja, je to napor, seveda je, a ne, ampak hkrati pa pač takrat dosežeš en tak trenutek, eno tak počutje, no, kakor ti daje osebno zadovoljstvo, no, vsaj, če ne pa že med samim tekom, pa vsaj pol, ko vidiš, kaj si dosegel, da napreduješ. Saj tudi meni je bilo velikokrat težko iti na trening, pa se mi ni dalo, pa bi rajši pač, ne vem, se ulegla na kavč, ampak po treningu ti pa nikoli ni žal, da si šel, zmeraj ti da en zadoščenje.
Včasih ti pa tudi res rata doseči tisti občutek, ko v naporu uživaš, ko ti nič ni težko. Mislim, najboljše, če to na tekmi doživiš, a ne, da se počutiš res močnega. A ne. To, se pravim, težko je to nekomu povedati, ki nikoli v življenju ni se s športom ukvarjal, ampak jaz mislim, da tisti, ki pa smo v tem, pa razumemo, da to pa enostavno rabiš, tudi, ja, ta občutek te malo zasvoji. Imaš kakšen ljubiti slovenski gorski tek ali pa več njih, no, na katere se rada vračaš, pa ti res dajo neki poseben feeling? Jaz imam res rada take prave gorske teke, no, ker je dosti vzpona, ko se teče po planinskih poteh, recimo, ne, tako kot sva prej govorila, po cesti. Tako da recimo, no, Grintovec mi je bil všeč, čeprav sem se ga samo dvakrat udeležila, ko so ga pol ukinili. Recimo tek na Črnoprst, tam je zelo ljub. Lani sem bila recimo navdušena nad tekom na Krn. To je sicer tak tek, ki je bilo zelo malo udeležbe, no, upam, da se drug let poveča. Ampak res, pač taki teki, kjer je dosti vzpona, kjer res pritečeš na en vrh, skorajda že visokogorje. Tudi recimo tek na Kamniško sedlo, ki je bil tudi zdajle, mislim, da šele ene dvakrat ali. Ne veš, to Ja, prvič. no, Ali ni pa bilo celo to prvič? prvič, no. Ja, Tako ja. da, ja, to so teki, v katerih uživam, no. In takih se bom, upam, da še čim več lahko udeleževala. Kje je bila tvoja prva zmaga, recimo, nasploh v tekaškem svetu? To pa zdaj, si jo nisem zdajle zapomnila. Verjetno kakšna taka, da mi ni bila toliko pomembna, no. Kje ti je bila pa Zdaj, najljubša? Evo, pa tako rečeva. mogoče to, ja. Okej, sigurno tisto državno prvenstvo na Krvavec, to je bila pač tekma v vzponu, sicer pa sem bila tudi tisto leto državna prvakinja še tisti tekmi gor dol, no, ampak vse ni moja disciplina, bolj samo vzpon, tako da tisti Krvavec mi še več pomeni. Ja, no. Včasih tudi bilo kakšno drugo, tretje mesto ali kaj, ampak si bil zadovoljen s tekom, no, in to mi še več pomeni kot sama zmaga, a ne, da se počutiš, da si res dal vse od sebe, kar si takrat lahko. Tako se recimo spomnim teka na Grintovec, ki je bil tisti zadnji let, ko je bil, ko sploh nismo šli na vrh, no, ker je bil slab vreme, smo šli samo do sedla, Kokrškega, ampak je bilo, ne vem, dober dan sem imela in sem bila druga sicer, ampak takrat mi je to pomenilo pač osebno zmago, tako da tega se rada spominjam. Veliko se je nabralo tekem, veliko se je nabralo prvih mest, vsaka tekma ima eno svojo zgodbo, no, tako da zdajle bi res težko samo eno izpostavila. Se pravi, zmag tudi ne šteješ, tako da znaš reči na izust, koliko jih ima že teh zvezdic. Ne, preveč sem se udeležila že tekov. Recimo, no, tudi ena posebna taka zmaga je bila, to je bilo leta 2020, mislim, da jesen, ali pa je bilo še 2019. No, se ni važno. V glavnem, ko je bil tek na 6 ur Španovega vrha, no. Pač 6 ur in kdo bo večkrat prišel na Španov vrh, to je pač enih 400 višincev ali še 300, no. In mi je Ti si jih imela uspelo 10, takrat a si jih imela 10? 10 vzponov, ja, kar je bilo v bistvu absolutna zmaga, no, tudi med moškimi. Sicer spet moram reči, no, saj ni bilo glih konkurentov, a ne, da bi rekla, ampak vseeno, takrat lep dosežek, no. Ja, Verjetno neponovljiv zame. Se ne vem, ta tekma še obstaja, ampak vem, da je bila Ja, notica. mislim, da je bila, takrat je bila jesen, drugače je to maja, takrat, ko je tudi ta praznik občinski oziroma
tam te narcise na Golici. Um, Tako da ja, no, priporočam. Um, to je bilo še, novica je bila, ja, mala notica je bila še v Gorenjskem glasu, če se ne motim, ja, da si bila zmagovalka in vas sem še jaz gledati na Stravo in mislim, da si naredila takrat, zdaj bom na pamet rekel, da je bilo dobre 4 km gor pa dol, je bilo nekaj tazga in da si imela na Stravi 42,2 km razdalje, no, tako da se rekel, lej, maraton je raton. Maraton, evo, imam maraton. In tako da imaš maraton in to na terenu, ki ni ravno maratonski, tako da evo, tudi to so kljubce naredila po vseh, Strava ti ga priznajo, virtualni maraton, če hočete, evo, tako rekoč, ja. Ta tek, ko si ga prej omenila, ja, na Kamniško sedlo je bil lansko prvič 1200 višincev, nekaj tazga, ne? To je kar nekaj cajt traja, da to pogrizeš. Z Kamniške Bistrice na Tokoče, na Kamniškem sedlu, saj večina, ki vas je že šla, pač veste, da to je kar, ne? Pa nismo šli čist direkt, se pravi tam takoj na planinsko pot, ampak gre najprej še malo po cesti, tam do Žičnice, tako da ja, no, najboljši so imeli pod uro, po moje, no, ampak ja, jaz malo več. Ja, vsak, ki je že tam gor šel, ja, peš, ja, pa ve, da je, ne vem, urco pa pol po planinski poti, moraš fajn stopiti, ja, da prideš, no, tako da vse, kar je okrog ure, je pa že spet pekoče. Zdaj dol ste mogli tako tudi peš prideti, se ni bilo druge, ja, vas je noben pelov. Kaj ti je najtežji del, recimo, gorskih tekov, recimo na Grintovec, ko priješ gor, da pol še dolic s tistimi malo mehkimi nogami, ali je takrat občutek, ki je tako dober, pa vsem greš? Ja, no, zdaj, če si dobro oddelal, pol ni problem nikoli iti dol. Je pa res, da jaz dol ne maram teči, no, dol pač sem bolj počasna, grem ponavadi rajš bolj previdno, tako da mi je spust bolj zoprn del pač tega hoje v hribe, kakor sam vzpon. Ampak ja, tudi dol je treba priti, tako da. Kje je tvoja najbolj uspešna sezona v gorskem teku? 2017 z temi naslovi, a si šla takrat tudi na Evropsko prvenstvo, a si bila v reprezentanci, če se ne motim? Ne, takrat ne. Mislim, da sem šla 2019 takrat v Makedonijo na Evropsko prvenstvo. Težko bi rekla, kje je bila najbolj uspešna sezona, ker sem imela zmeraj tako malo nihanj. Takrat 2017 sem bila zelo dobra, avgusta recimo, 2017 sem bila pa boljš, ja, tudi no, na enih 2 tekmah, tako da bi bila celo sezono top, to mi ni nikoli uspelo zadržati forme, ampak ja, no, teh 2 let se najbolj z veseljem spominjam, no, 2017 pa 2019 mislim, da sem največ dosegla. Ja, upam, da še kdaj, no, saj ne na takem nivoju, ampak vsaj. No, pa vendarle si še mlada, ne? Pa če bi se res podstopila, koliko, recimo, deva tako čist mal čez palec, da si bodo poslušalci in gledalci in poslušalke pač predstavljali, ne? Gostil sem že maratonce, ultramaratonce, trelaše, ni da ni, ne? In tle se govori v kilometražah in višinskih metrih in tako naprej. Imel sem tudi že kakšno gorsko tekačico, ne? Koliko dejansko pa ti recimo odtečeš, ne vem, kolikrat na teden, koliko kilometrov, koliko višincev moraš narediti, ok, imaš neki talenta, to je jasno, ali pa kar velik, pa vseeno, ne, trening je nujen, koga pa pač ti narediš, da bomo ostali videli, kaj nam fali. Ja, tako no. Če gledam recimo lansko sezono mojih tekaških kilometrov, je bilo še 1000 ne, no, tako da zelo malo. Je bilo sicer, mislim, nekaj čez 10.000 kolesarskih kilometrov, ne, kar je veliko, v redu. Je pa tako, da jaz tekaške kilometre, mislim, ne štejem toliko kilometrov kot bolj višince, no, ker recimo lahko grem jaz 5 kilometrov teč, pa to ni nič, ne, ampak če hkrat 800 višincev, je pa vse že to kar lep trening, ne, tako da
na koncu meni več pomeni višinci. Tako da lansko leto, recimo, vseh skupaj s tekaškimi, kolesarskimi, pohodniškimi, jih je bilo 200 tisoč. No. Tako da to pa že nekaj je. No. Je pa tudi res, da mogoče jaz veliko ur namenjam treningu, ampak saj zadnja leta to ni prav nek trening, ampak je bolj tisti zabava, sprostitev, nekaj, kar rabim malo za odklop, tako da ni to neka visoka intenzivnost in mogoče pač bi lahko tudi z manjšim vložkom veliko več dosegla, ampak mi pač to zdaj ni tista glavna želja, no, neke vrhunske rezultate dosegati, ampak pač imeti nekaj za hobi, nekaj za zraven. Tako da, ja, časovno kar nekaj nanese, ampak na koncu pač efekta pa ni takega, kot bi bil lahko s tem uram. Pa, mislim, te kdaj je toliko povleklo, da si res, ne vem, si sama sebi napisala plan za 3 mesece, pa si se ga držala sistematično, ali vendarle pač nisi človek, ki bi te tako ukalupil, pa pač, ali pa da bi za tekmo, kakšno, recimo za Evropsko prvenstvo, trenirala ciljno in delala po nekem načrtu. Ja, edino, da sem res po planu trenirala, sem takrat, ko sem bila v klubu, ko sem trenirala atletiko. Potem pa, kot sem rekla, se mi to kar malo zamerilo in res sem videla, da nisem človek, ja, ki bi se pustila drugmu, da mi pač zapoveduje, kaj moram jaz delati en dan, in sem si raje sama pač po navdihu splanirala trening. To je bilo pač tisti dan, ne da bi si vnaprej napisala. In še danes delam tako, no, saj intervalov se zelo izogibam, tudi kakšnih takih treningov, ki vem, da bi jih mogla delati, no, za napredek. Vseeno se pa spravim tudi v tisto bolj rdečo cono, no, tako da pač nisem čist še ven iz takih tudi tekmovalnih ritmov, no. Tako da, ja, vem, da so rezerve, no, če bi se enkrat malo bolj sistematično lotila, ampak ne vem, če se bo to kdaj zgodilo, ker se mi zdi, da sem preveč tako samo svoja, kar se tega tiče. Rada imam tudi različne športe, ne vem, pač, da bi se res samo teku posvetila, mi ni, no. Ja, no, kljub temu, kar si povedala, no, ti zelo dobro gre, prej si imela gorenjski pokal, dobila si gorenjski pokal, dokler je še bil, zdaj je ta kranjska zimsko-tekaška liga, lanskrat se spomnim enkrat, mislim, da je bilo lani pozimi, en krog teka na Kališče, ker si bila tudi absolutno najboljša, ne, ker si vse fante pustila za sabo, ne vem, mislim, da s časom, ne vem, 36 minut, da sem na pamet rekel, in če se prav spomnim, in so pač vsi fantje, ki so zelo tekmovalni, tako da boste poslušalci, gledalke, tisti, ki ne poznate teh zimskih tekaških lig, to ni neka rekreacija, ne. To je zmer vse na nož, to pena gre od ust. Jaz te fante na Brdu srečujem v nedeljo, ne, to gre zmer na nož, jaz bil tam gladko zadnji, ne, tudi v boljši formi. No, ampak na Kališče sem se jaz poskusil med korono, recimo, na teh virtualnih, ne, pa mi enkrat mislim, da uspel priti do 44 minut. No, potem pa rezultate pogledati, pa vidim Tina Klinar gladko, še 10 minut boljša, pa še vse si nagonila takrat, no, pa vsi so imeli dolge nosove, takrat niso vedeli, kako ti je to ratal. Malo se ti pa dobro zdel. Moram tle eno opombo dati, no, to je bilo, mislim, da je bilo že 2 leti nazaj, takrat, ko je bila ta zimska liga, zaradi teh koronskih omejitev je potekala prek Strave, ne, tako da v bistvu si ti imel cel teden časa, da si ta segment odtekel, a ne, in si pač ga odtekel sam, a ne, tako da takrat
ni šlo rama v rami, a ne, da bi pač videli, da je punca pred njimi, a ne, in so se samo pa na koncu pojavili rezultati, a ne, in so imeli pač najboljši čas. No, to je tudi mene presenetilo. Pa tudi to je zapovedati, a ne, da to je pač zimska liga, pogoji so lahko vsak dan različni, ali pa tudi, ne vem, zjutraj je leden, pol je odmrznen in je tudi to malo vplivalo na same čase, a ne. Tako da, ja, no, je ena taka stvar, ki si jo bom zapomnila, no, ampak če je pa čisto pomenilo, da sem bila takrat boljša od vseh, no, pa težko rečem. No, zdaj, evo, zgodovina je zapisana, rezultati so kakorkoli, a ne, se lahko vsi na glavo postavijo, imeli so isto časa. Strava sama po sebi je ratala v zadnjih letih res popularna hit. Tam se marsikoga motivira, da gre, marsikoga spravlja v obživce, ne, ker mu vzamejo kakšno kronco ali pa kakšen čas in tako naprej. Se ti kdaj obremenjuješ s stravo kot tako? Ne, mislim, meni je strava tako ena motivacija, ja, recimo, kdaj si že zadam cilj, kakšen segment čim boljš odteči. Pa ne glih, da bi se primerjala z drugimi, ampak bolj zaradi sebe. Včasih, ja, malo pritisk dvigne, če vidiš, da ti je kronco vzel nekdo, ki je šel recimo nekje na kolesarskem segmentu z avtom ali pa kaj, ki so čist nerealni časi. Okay. Ampak dobro, sej to ni, da bi se obremenjeval. Ampak drugače pa meni je fajn, no, ker se mi zdi, da je to nekaj tudi, kjer dobiš kakšno idejo, kdaj za kakšen tek, ali pa včasih je pa tudi malo tako frustracija, recimo, če sem cel dan v službi, pa lep vreme, pa raje ne odprem strave, ko vidim, da so vsi aktivni, vsi zunaj, jaz pa pač v službi cel dan. Ampak dobro, to so pač izjeme, redki dnevi, no. Večinoma mi je pa fajn pogledati, dobim kakšno idejo. Ja, je pa tudi tako, no, pač te ljudje, s katerimi se nastavi ob dan, so večinoma tisti, ki so res ekstra zelo aktivni, a ne, in pa včasih dobiš občutek, pa kako mislim, kako jaz tako malo treniram, saj drugi pa res ni čudno, da so tako dobri, a ne. Ampak, ja, no, evo, eno tako družabno omrežje, če že drugje nisem kaj dosti aktivna, sem pa na stravi malo bolj. Ja, sej, zdaj se tu komunikacija, marsikateri kakšen pogovor rata kar dolg, no, tudi na stravi, ja, včasih tudi oster. Je zanimiv, kajpak, a ne. Strava sama je rekla, da ko so uporabniki zahtevali, da bi uvedli noter še privat chat, ne, vsakle tega ne bodo nekaj časa še uvedli, ker pa se bojo pa ljudje začeli na privatnih chatih res obmetavati še s kakšnimi bolj ostrimi besedami, ker na javni platformi si tega še ne upajo, ne. Ja. Ker ljudje resno jemljajo, nekaj drugega je komentar na Instagram fotko, nekaj drugega pa spet nekdo, ki si mu pravkar vzel koronco, komentira tvoj dosežek. Ja, pa ponavadi niso ploski tisti. Poškodbe si omenila, to se moraš še dotakniti na vsak način. Kjer je poškodbe ti pestijo, ti na koncev, ok, a ne, si kar aktivna delaš, da boš tudi vajo za moč, pa kakšne raztezane in tako naprej, pa te vsem dohiti tudi kakšna poškodba. Ja, tega zdaj zmeraj več delam, no, glih zato, da bi se temu izognila. Take tipične tekaške, no, sem že imela težave z ahilovimi tetivami, iliotibialni trakt, burzitis. Mislim, nič takega, kar ne bi vsak tekač po moje že poznal, ker nekaj časa teče. Imam malo težave, no, ko imam malo deformacije stopal in tako mislim, da nikoli ne bom glih za kakšne ultra razdalje, ampak saj v bistvu tudi, če imam takole lahko za 1 urico teka, pa da me nič ne boli, sem čist srečna. Tako da, ja, je pa pomembno seveda vaje za moč, raztezne vaje, tako si lahko marsikakšno poškodbo prihranimo, pa ne samo tekaško poškodbo, tudi kakšne druge zdravstvene težave, no, tako da ja, tega
se nas večina začne zavedati šele takrat, ko nas začne kaj boleti, ne. Ampak je prav, da bi tudi tekači to redno v svoj trening uvrščali, no. Si kot zdravnica, mogoče v prednosti, da lažje prepoznaš kakšen simptom pri sebi, ali pa da kakšne stvari izogneš od nas laikov, ki gremo vsakič znova pač na led, pa skozi zid in glavo in tako naprej. Ja, se mi zdi, da pri sebi nisem tako uspešna, kar se tiče tega, a ne. Lažje nekomu reči, ja, zdaj pa malo počivati, a ne. Ja, sama sem povsem taka, da malo tišim naprej, dokler gre. No, ampak ja, no, mislim, da z leti vseeno malo več tega v sebi, da pač, ko je čas se ustaviti, se pač ustavim ali pa zamenjam aktivnost za nekaj časa, no. Saj to je dobra alternativa, zdaj, tako kot sem rekla, pač kolo, še zmeraj si lahko aktiven, greš ven, uživaš in te ne boli. Ja, narediš nekaj dobrega zase pa, ja. Ja, jaz sem sam pri sebi, pa javno že večkrat v Belodanju, ko me bodo resno videli na kolesu, pol se ne me merkajo, ker bom zelo slabe vole, ne, ker očitno ne morem laufati. No, tudi z leti sem omehčal malo to stališče, ker vidim marsikakšnega nekdanjega tekača, ki je rinil, dokler je šlo, pa se zdaj s kolesom moče malo slabe volje, ker drugače ne gre, ker mu je šel hrustantu kolenih ali pa kaj drugega. Si kdaj že imela kakšnega tekača v ordinaciji na kakšnem zdravljenju s kakšno tekaško poškodbo? Ja, sem. Mogoče je malo lažje, ja, ker jim lahko iz svojih izkušenj malo svetuješ, pa tudi jih boljše razumeš, kako je težko zdaj, a ne, ke ne morejo teči. V resnici pa prav dosti pomagati, a ne, se pa pri teh poškodbah ne da. Mislim, saj tekači si itak že vse sami prej poguglamo, pa vemo, kaj bi mogli delati, a ne, ampak imaš tisto neko upanje, da bo zdravnik zdaj naredil čudež, ampak žal ga ne znamo, a ne. Tako da, ne vem, tudi pri meni se poškodbe zdravijo isto dolgo kakor pri vseh drugih. Ja, je pa vsaj mogoče lažje povem, kaj je narobe, kaj je treba zdaj se paziti, kaj je mogoče spremeniti, pa koliko časa predvidoma bojo težave, no. Ja. Ja. Vseh zdravnikov, pri katerih sem bil, zaradi različnih težav, vezanih s tekom, se spomnim samo Roblek, to pa treba malo počivati, ja, malo bo treba raztezati, kakšno vajo narediti. Pa sem rekel, jaz bom šel poiskati drugo mnenje. Pa je rekel zdravnik, a niste k meni prišel, vi ste rekel, da dva mnenja že imate, po tretje mnenje, tako da Roblek nič ne bo, kar pejte počivati, potem pa raztezati in tako naprej. Ampak se kar ne pripravim do tega. Pač ta počitek, sama si rekla, zdravniki radi predpišete, sej najbrž je bolje biti bolj previden, kot pa preveč, rekel, liberalen pri zdravljenju, ali kako. Ja, seveda, jaz pač tako na lastno odgovornost že grem, recimo, malo prehlajena teč, a ne. Seveda bom pa vsakemu rekla, da zdaj mora počivati, da ne bo kaj se zakompliciralo, a ne. Tako da, ja, na koncu vsak sam presodi za svoje zdravje. Jaz pač povem, kaj bi bilo najboljše, ampak nikogar pa ne moreš prisiliti v nekaj, a ne. Tako da sama pri sebi vem, nisem najboljši pacient. No, to me pomirja, to je dobro slišati. Ja, tako da bom se kdaj oglasil, ja, pol na Bledu, ja, pri tebi v ordinaciji, pa da mi poveš kaj iz prve roke, ja, zakaj sem si skoraj trgal ahilovo tetivo, a imaš na Bledu, zdaj ko delaš, pa je veliko tudi turistov vsega, kako je delati recimo v turističnem središču, ne? Dobro, se v Ljubljani ne boš dosti podobno, ampak vseeno, ne boš še drugače, pa če bi bila v Tržiču ali pa kje drugje. Ja, zdaj recimo se v splošni ambulanti se to niti ne pozna, ne. Razen tega, dobro, da je tudi že vedno več prebivalcev Bleda tujcev, a ne, ampak recimo v dežurni ambulanti sploh poleti, pa zdaj že kar ta sezona traja skoraj celo leto, no, je pa ogromno turistov, ogromno tujcev, pa različno, no. Eni so zelo v redu, zelo zadovoljni, eni so pa
kar malo preveč zahtevni, se mi zdi, no. Včasih tako. Malo preveč se mi zdi, izkoriščajo to, da bi kar naročili rešilca za vsako stvar. Mogoče ima to v tujini nekaj malo drugače, ne? Si malo drugače predstavljajo, no, ampak ne vem, pa z obremenitvami pa kar, no, kar hudo. Pač, v bistvu, glede na to, da se polet, ne vem, prebivalstvo Bleda skorajda podvoji ali še kaj več, bi pač verjetno bilo smiselno, da je tudi na Bledu še ena dodatna turistična ambulanta, o čemer se sicer že dolgo govori, no, ampak upam, da se bo pa kdaj tudi realiziralo, ker drugače delati, ne vem, ob splošni ambulanti še dežurno polet z turisti je skorajda nemogoče, no. Si kdaj dežurala v času nočne desetke? Ne, to pa še ne. No, mogoče boš imela letos to srečo, ja, zdaj. Nismo imeli veliko intervencij, da nas vsakdo pristrašil, dobrodošli na Bled na nočno desetko. To je le 10 kilometrov, pa je zabavnega značaja, tako da kakšen zvid gležen je že kdaj, pa leto še ne bo tako vroče, pa bo pa mogoče še manj teh vročinskih zadev. Si utekla kdaj blejski razgledni trail? Ja, sem ga, moram reči, da celega po čist ta pravi trasi šele enkrat, no. Spomnim se samo, ko je bilo blatno. Ampak zdajle glih, danes sem razmišljala, da bo pa spet za iti zdajle spomladi, ko se malo posuši, probati malo izboljšati čas, no. Koliko si ga obrnila? Joj, ne vem točno, to bi mogla zdaj pa na Stravi preveriti. Ni bilo slabo, no. Mislim, da sem celo takrat dobila kronco na Stravi, ampak da mi jo je pol pa ena tujka, mislim, da vzela, no. Tako da zdaj moram to nazaj Na vsak način. dobiti. Mislim, to pa ne gre, da tujke jemljejo od kronce na blejskem razglednem trailu. Ja, premoški, ki je hud boj bil takrat med Zupančičem, Mulejem, Debeljakom. Mislim, da je tam 1:12 zdaj čas, pa če pride še kakšen podoben Kovačič, da živi na Bledu, pa tudi rekel, da ga enkrat naredi, Bog nadej, da pride še Bečana, pol bo te številke šle. Tako da, evo, pri dekletih pa pričakujemo, ja, da boš vrnila kronco v slovenske noge. Ja, tle ni debate. Če so pri trailih, se ti zdi, prej si rekla, da rada bi šla na kakšen trail, se ti zdi, da mogoče nasploh je trail povozil gorski tek na en način, ali pa da tudi kakšen gorski tekač zdaj raj trailira, kot pa klasično teče samo navkreber. Ja, traili so zdaj res, mislim, zamenjali tudi cestne teke, vse so malo izpodrinili, no. So res fajn spromovirani, tako vedno več jih je, vedno bolj množični, tako da ja, jaz mislim, da se vedno več vseh tekačev odloča za traile, kar pa ni čisto nič slabega, no. Jaz mislim, da je ta trend čisto za pohvaliti, no, tako da naj se kar nadaljuje, če mene vprašate. Si pa želim, ja, tudi jaz, no, še kakšnega traila več udeležiti, ampak bom mogla še malo tek na dol natrenirati, no, ker se mi pa tako malo za malo zdi, prideš na vrh klanca prvi, recimo, pol te pa dol prehitijo. Tako da, no, to je še moja pomanjkljivost, ampak ne vem, kako se lotiti tega. Že kakšnega ogledan kakšen trail letos v Sloveniji, že obkrožen na koledarčku? Mogoče Kriška gora trail, ta je maja, mislim, da tega sem si želela iti, pa glih nekaj pa vmes prišlo. Ta je tak, mogoče malo bolj zahteven tudi, no, da mogoče bo bolj zame, ker sem navajena kakšnih strmih terenov. Tako, zdaj, drugače tako, kot sva se že prej pogovarjala, ta trail 3 vrhov, Primorski, Sveta Gora, Škabrijel, Sabotin, no, ta je tudi en ljubših, upam, da enkrat sem bila, upam, da se ga še kdaj udeležim. Enkrat si seveda želim tudi kakšen daljši
trail, če kakšna Vipava 50 ali pa kaj takega, no. Ampak ni še časovnih planov, kdaj bi to bilo. Ja, na koncu bomo vsi na trailih, ja. Eni zato, ker vas tja vleče, eni pa zato, ker po ravnem ne bomo več mogli kaj takega, ja. Tina, tale najin pogovor, evo, tole mineva, kot bi mignil, jasno, ne, pa samo malo čvekava o teku, o gorskih tekih, o trailih in tako naprej. Si imela kdaj, glede na to, da pač nisi bila nikoli tako zagrizena športnica, pa vseeno kakšno vzornico, recimo, v tem športu, ali pa jo imaš, ne vem, v slovenskem ali pa širšem prostoru, ki ti je res kul? Ja, jaz kar v slovenskem športu bi jih lahko najdla veliko, no. Zdaj, v gorskem teku jaz občudujem tele punce, ki so že zdaj par let ali pa zadnja leta toliko bolj na sceni in skozi uspešne. Pač jaz sem imela srečo, mogoče takrat, no, ko sem pač dosegla naslov državne prvakinje, da še ni prišla Mojca Koligar toliko na sceno, ker zdaj pač je praktično nepremagljiva. No, zdaj počasi prihajajo tudi mlajše, Nuša Mali, Varineja Drašler, pa tele Primorke, no, ki so skozi v vrhunski formi. Pač to so punce, ki so mi, ne vem, mogoče vzor tudi zato, ker so tako preproste, tako se razumemo zmer, ko se vidimo. Pač saj smo konkurenca, ampak še zmer pač se lahko čisto normalen družimo in se imamo fajn. Tako, no, zdaj, če bi gledala širše, ja, sigurno Andreja Majer, ona je še zdravnica za povrh, ne vem sicer, kako ji uspe to vse skupaj usklajevati. Verjetno marsikaj potem moraš dati na stran v življenju, se odreči, a ne, ampak je dokaz, da se pa da usklajevati, a ne, vse to. Je še kaj zdravnikov, bo rekel, v slovenskem teku, ki jih ti poznaš, v gorskem teku, trailu, pa se srečate, pozdravite, povohate? Tako prav na taki tekmovalni ravni niti ne, no. So pa zdravniki, ki tudi tečejo ali pa vsaj se ukvarjajo s športom, pa kdaj kakšno rečemo na to temo, pa je fajn, no. Da imaš tudi somišljenike, pa ja, ljudi, ki imajo iste hobije, mislim, jim je isto všeč, no, tako da Če ne bi smo. mogli, evo, Ja. sej to je fajn, je zmer vedeti, da je kakšen zdravnik, ki je blizu, ja, če se ti kaj zgodi tudi na teku, ja, da lahko tuleš na pomoč, pa, ampak pri tebi to ne morem tuleti nikoli, ker si ti že tam neko spred, ja. Pa da moram drugega zdravnika poklicati. Na Šmarno goro si tekla že, ja, imaš primerljiv čas, recimo, zdajle na slovenski lestvici? Ja, sem tekla. Jaz sem tako slaba s temi časi, da se ga zdaj res ne spomnim. Bilo je tako, jaz sem bila dvakrat ali celo trikrat, pa nikoli mi ni drugače takrat prav stekel, da bi rekla, to je to. Ampak okej, tako, je na lestvici, je pač nekako soliden, no, tako da to je že tek, ki se ga pač kot gorski tekač moraš udeležiti, ampak meni ni glih najljubši, no, glih zato, ker gre vmes trasa tudi precej nadol. Tam jaz zgubljam, čeprav dobro, saj tudi v klanc so marsikatere punce boljše, no, to se jaz malo tolažim, ampak ja, mislim, da sem bila najboljš četrta, ja, tako, no. Ni za prehvaliti, ampak to ni sem pa hotel tako slabo. slišati. Super, vrhunsko je, vrhunsko je, čestitke, za vse tisto, kar si doslej dosegla, kar še boš. Mogoče samo ena stvar, gorski tekači imate prepoved pač palica, ne, pri teku v klanec, no, pri trailu so palce, praktično obvezna oprema. Kako pa ti gledaš na ta kos opreme? Ja, ti je v pomoč, kajpak, oziroma zdržiš tudi brez tega, ker si vajena?
iz gorskih tekov? Ja, jaz v bistvu vedno tečem brez palic, tudi če so dovoljene, zato ker so mi nekako bolj odveč kot v pomoč. Tako da, ja, verjamem, da bi se jih vsaj na kakšnih vertikalih ali tam, kjer so dovoljene, dali fajn ponucati, a ne. Ampak, se pravi, meni niso v pomoč, tako da jaz tudi jih ne rabim, jih ne uporabljam. In zaradi mene bi bile lahko vedno prepovedane, da bi bilo bolj potem primerljivi rezultati, ne? Ker pa si pa zmeraj rečem, jaz sej ta je imela palce, seveda je šla boljša, ne? Ja, ne, Ja, res, nimam palc, ne znam jih uporabljati. no, evo, to je še en manevrski prostor, ki ga imaš za trele, evo, ko vladaš pa še palce, pol boš pa tam tudi nepremagljiva. Tina Klinar, super tale pogovor, jaz sem ogromno novega izvedel. Zdaj pa te prosim še za konec, seveda, da mi poveš kot zdravnica, kaj pa, ne? Veliko se pogovarjamo, koliko teka, pa če je tek zdrav, pa tako naprej. Pa mislim, da smo si kar enotni, da je gibanje nasploh zdravo, obremenitev srca, pa bom rekel, lokomotornega sistema prav tako. Ok, je maraton zdrav ali ne bova razpravljala, ampak nasploh, no. Daj mi povej, kot zdravnica, pa pride tja, no vem, tako kot jaz, en možakar srednjih let, pa reče, ne vem, imam malo holesterol, pa kakšno kilo preveč, pa ne vem kaj, ne. Bi mu ti priporočila tek in kaj bi ob tem povedala? Evo, zakaj in kako? Ja, jaz bi v vsakem primeru vsakmu človeku priporočila predvsem aktivnost, pa kakršnokoli to, a ne. Bolj mi je važno, da si vsak najde nekaj, kar je njemu všeč, a ne. Tudi če je to hoja, samo da začne. Če je na drugi strani tehtnice kavč, je pač boljša izbira kakršnokoli gibanje, no. Tako da tek, ja, seveda ob tem tudi je zapovedati, da profesionalni šport je pač nezdrav kakorkoli. Ampak neka redna, zmerna telesna aktivnost pa samo dobro naredi za pač psihofizično počutje. Zdaj, ja, jaz bi si želela recimo takole v ambulanti malo več poudarka dajati na preventivo, na spodbujanje zdravega življenjskega sloga, ampak moram reči, da velikokrat zmanjka časa za to, ker se preveč osredotočamo že na samo bolezen pa zdravljenje, a ne, posledic. Ampak ja, no, tako, jaz sem vesela, če sem lahko že jaz mogoče za zgled s tem, da se pač ukvarjam s športom, da se zdravnik ukvarja s športom, zakaj se ne bi še kdo drug. Tako da če kdo zaradi mene mogoče dobi motivacijo, da gre, pa tudi če na sprehod ali kaj, sem jaz dosegla tisto, kar je nekako cilj. Tako da, ja, vsakemu svetujem, da kaj naredi zase, da gre ven na zrak, da se premiga, da naredi nekaj za znižati svoj holesterol, svoj pritisk. Evo, to je to, no. To lahko dam za nasvet za konec. Evo, slišali ste, spoštovana publika, ne? Doktor Tina Klinar priporoča. Ja, tako da nimate izgovora, ne? Na koncu, če zdaj le tečete, ko to poslušate, še malo pojačati, ja, nič ne bo, ja, pa raztegence na koncu, ja, pa jutri spet iti. Kdaj kaj poslušaš med tekom, ali pač v teku klanec, pa muzika, ali pa kaj drugega v ušesih ne gresta skupaj? Jaz ne rabim nič med tekom, jaz imam svoje misli, to je to. Ne, glasbe pa res nimam nikoli. Vprašanje, ki bi tega mogel postaviti na začetku, pa ga bom na koncu, draga Tina. Si danes že tekla? Ja, evo, sem rekla, danes pa res ne smem si privoščiti, da bi šla na kolo, recimo. Bravo. Vem, da si čakala to vprašanje, evo, ni izostalo, super. Koliko si šla pa teč, pa kam si šla, že to povej. Šla sem pa tle na Homa, ne, seveda, 10 kilometrov sem naredila, šla sem pa v bistvu dvakrat, tako da je bilo enih 500 višincev. Nisem še uspela na Stravo naložiti, ker sem zdaj tako hitela, tako
Moram še analizo narediti. Zato nisem videl, ja, zato sem rekel, bom vprašal, ker še skrivaš malo, ne hecam se. Zdaj verjamem, da bo cel kup najnih poslušalk zdaj šlo brskati po Stravi, pa te followali, tako da ja, zdaj boš imela naval teh, pa vse tvoje kome bodo preverili, vse tvoje kronce, tudi prav. Spoštovana publika, v 137 epizodi je bila z mano simpatična, zgovorna in zelo polna izkušenj, posebej veste, kakšnega in drugih področji, doktor medicine Tina Klinar iz Gori, ja, iz pomembne občine, kot smo ugotovili. Zdaj, če boste letos na kakšnem trailu, ki ga je že omenila, evo, izziv, probajte jo čim dlje slediti. Tina, upam, da se kmalu vidva, če ne druge na Bledu, pa bom spremljal zdaj blejski razgledni trail, da boš vzela spet kronco. Okay. Ja, hvala tudi vam za pogovor. Upam, da sem imela kaj zanimivega za povedati, da sem upravičila tole povabilo, pa da bo komu tole tudi v navdih, mogoče motivacijo za kakšen kilometer narediti. Definitivno. Tina, hvala, lepe pozdrave v Gori. Pozdravljam so družino Klinar Kajpak na snidenje in srečno. Ja, adijo. Čau.